Evropski parlament bo predvidoma 13. marca glasoval o Evropski direktivi o dostopnosti, ki bo poenotila zahteve za dostopnost do izdelkov in storitev za invalide. V slovenskih invalidskih organizacijah nacionalno politiko pozivajo, naj se dobro in pravočasno pripravi ter akt premišljeno in tudi ambiciozno prenese v domači pravni red. Borut Sever, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, je dejal, da je akt skozi faze priprave izgubil del ostrine, a gre za krovni dokument, ki bo na ravni Evropske unije poenotil zahteve za dostopnost izdelkov in storitev za invalide. Dostopnost do fizičnega okolja, prevoza, informacij, objektov, naprav in storitev je ključna predpostavka, ki invalidom omogoča samostojno in polno življenje, je poudaril Sever. Za umestitev akta o dostopnosti v naš pravni red bo potrebno spremeniti oziroma dopolniti vrsto zakonov ter še več podzakonskih aktov, ker le-ta določa zaveze na različnih področjih. Zato Državnega zbora, vlade in pristojnih ministrstev pričakujemo, da v sodelovanju z invalidi in invalidskimi organizacijami tudi zaradi pozitivnih izzivov in koristi, ki bomo deležni tako invalidi, kakor tudi širše okolje, nenazadnje tudi gospodarstvo, čim prej pristopimo k pripravi vsega potrebnega za njegovo polno transpozicijo v naš pravni red. Z natančno opredeljenimi nalogami in odgovornostmi posameznih ministrstev, se pravi, kdo naj pripravi katere zakonske spremembe in katere podzakonske akte, vključno z neko trdno določeno časovnico, predvsem pa z določitvijo neke enotne fokalne oziroma nadzorne in odgovorne točke. Šoltes je spomnil, da dokument v Evropski uniji zadeva 80 milijonov ljudi. Evropa se stara, do 2022 bo ta akt zadeval že več kot 120 milijonov Evropejcev, je izpostavil. Akt ima po njegovih besedah nekaj pomanjkljivosti, zlasti kar se tiče neobvezujočih določil glede arhitektonskih ovir in zapovedi za mikropodjetja. Izrazil pa je zadovoljstvo, da so uspeli doseči vsaj obvezo zagotavljanja dostopnosti enotne klicne številke 112 v vseh državah tudi za invalide. Pa ključno to, kako bodo države članice implementirati to direktivo in v tem delu pa bo tudi indikator in pokazatelj, kako posamezne države razumejo položaj invalidov in koliko stavijo na vključenost družbe oziroma na kako visoko na lestvici postavijo vključenost celotne družbe, tudi seveda invalidov. Tudi ne bi bil tak, kot je, če pri njenem nastanku ne bi sodelovali tudi sami invalidi v okviru tudi Evropskega združenja. Z njimi smo zelo dobro sodelovali ves čas procesa. Evropski poslanec iz vrst Zelenih je še dodal, da bodo imele države članice po potrditvi akta v Evropskem parlamentu 3 leta časa za prenos v domačo zakonodajo. Ta prizadevanja morajo potem videti in biti ovrednotena tudi v proračunu. Da bo direktiva o dostopnosti obogatila slovensko zakonodajo, je ključna določitev politike, da o implementaciji direktive začnejo razmišljati že danes, da jih čas ne bo prehitel.